No, tako se pa naši fanti igrajo po samoobrambi. Vemo, kaj bo zdaj zadev. Lahen jabolk. Ne še. Zdaj bo streljal in pol bo malca. No, vi boste streljali na usta, ne? Poškiljaš, da vidiš dva cilja. Res moš poškiljati, da vidiš dva cilja. Tako. Bolj na sredino. Dve sliki cilja moraš dobiti. Moš poškiljati. Ja? Enkaj bolj. In potem daš v sredino, ko vidiš dva cilja, daš v sredino palca in takrat imaš ti potem smer. A med oba dva? Med obe, ko poškiljaš, moraš dati vmes palco med oba dva cilja. Točno na sredino in takrat ima smer. Potem pa samo še višino regulirala. Če nadaleč daš čez cilja, ne? Ja, pa kako piha pa to. Pa kako piha pa to. Se vam razumela? Zdaj bomo na bliž naštimati, tako da vam ne bo pretežko. Ne stopiti gor, prosim. Enkrat, 3, 4, tak. Mi gremo na si zaradi, da bomo zase zapravili čez mi gremo na survival, ker bomo spoznali, kako si bomo umila, kako srca postali. Mi gremo na survival, Milarič bo učil, kako se strelja z okom, in otroci bomo z njim. Ok, dobro, super. Se pravi, na kompasu naštimamo na črko N. Damo na zemljevid rob kompasa. Torej, na rob zemljevida damo rob kompasa in ga poravnamo. In vidite, da že nisem dosti zgrešil, in samo toliko časa obračamo karto oziroma zemljevid, dokler ne pristane magnetna igla točno med tema dvema oranžnima črticama. To sta te dve oranžni črtice, jih vidimo. Boste pa bližje lahko pogledali, ni problem. Temu po angleško rečejo dog house. Oziroma pasja uta po slovensko, če želite. Zakaj? Zato, ker se nekako, ko se postavi magnetna igla noter, vedno izgleda tako kot ena uta. In ta dog house, oziroma te dve oranžni črtici, vam zelo prav prijeta pri določanju azimuta. A ste že slišali že? Ja. Kako vam to povedati na kratek in razumljiv način? Pravi, smer azimut se imenuje, oziroma je določena tako, da je izražena v stopinjah od 0 do 360 stopinj in je vedno se nanaša na našo stojno točko. Kaj pomeni stojna točka? To je tam, kjer mi stojimo. Se pravi, če jaz tukaj zdaj merim azimut do cerkve na Prinskova, bom zdaj konkretno pokazal, kaj to pomeni. Se pravi, rabim ogledalce uporabiti, ne na kompasu, zato da vidim, kaj dela noter igla. Kompas, torej magnetna igla. In vrtim vetrovnico na cilja na cerkvo, in vrtim vetrovnico toliko časa, da očitam azimut do cerkve. Očitam azimut in je 284 stopinj. Kaj zdaj to pomeni? Eni zdaj to tudi pomeni ali nič. Ampak, če imamo severjeno karto in če vemo, kje smo na karti, je res, lahko pogledamo, kakšno pot imamo do Prinskoga. Je res, če imamo zemljevid. Kje pa smo? Filip. Zdaj si karto malo premaknil. Gornji vrh.
Zdaj damo še enkrat na črko N, ker se karta prebakne, ne, in treba pač spet znova začeti. A ne? Damo takole na rob. Vidiš, ko se je premaknila, treba popraviti, a ne? Se pravi, če nekdo brcne ali pa kakorkoli veter vam prestavi karto, za 1 centimeter samo lahko. Ko se za 1 centimeter zgrešiš. Boš za 1 centimeter zgrešil, recimo na eni daljši razdalji, pa za več centimetrov na zemljevidu, a ne? In to je v naravi kaj pomeni? Če zgrešite na karti 3 cm v naravi, koliko centimetrov? Metrov? Kako? Ali pa domače 750 metrov, a ne? A bo tam izvir vode? Kaj predvidevaš? Če bo zgrešil izvir vode za kilometr, oziroma za 750 metrov, ga boš našel? Težko. Ne bo ga tam. Ok, se strinjava? Zaradi napačne meritve, ne, kot sem rekel. Ker ti lahko veter ali pa kdorkoli v skupini premakne zemljevid in imaš pol napačne izračune in meritve. To je zelo pomembno, da pazite oziroma obtežite zemljevid z kakšnimi manjšimi kamenčkimi ali pa s kompasom ali pa z nekim predmeti, da vam ne bo dela težava, ne? Se pravi, če mi vemo, kje smo, pa hočemo na Prinskovo goro, ki je tukaj, a ne? Smo prej rekli, da je azimut do nje, koliko? 284 stopinj. Se pravi, zdaj, če bi bilo to res, dam na Prinskovo goro, a ne? Na cerku in vrtim kompas toliko časa, ne, takole moramo narediti, čakaj. Iz naše stojne točke, to je tukajle, ja. Spravi, če stojim nekje drugje, se azimut spremeni. Zakaj? Logično, ker se vse spremenil, ker se boja smer, razdalja ali pa smer, ali pa kakorkoli, če si predstavljate po osi, zdaj okrog te cerkve hodimo, ne? A ne, če gremo stran. Je čisto drugačen rezultat, tako, so drugačne stopinje, a ne? Če bi toliko razrezali, a ne? Se to razume? Ja. Pravim, zdaj, če pogledam tukaj v tale izračun, nisem čisto zadovoljen. Zdaj pa, nekaj narobe. Se pravi, ali karta ni severena, ali pa nekaj narobe z kompasom. Zato je fajn, da imate dva kompasa. Zdaj mi je kar nekaj stopinj odstopanje prišlo. Se pravi, če damo še enkrat na N, bomo še enkrat preverili, kaj je prišlo narobe. Torej, bolj, ker smo natančni, manj napak bomo imeli bolj na terenu, a ne? Ok, zdaj rečemo to takole. Zdajmo Prinskovo goro, pa Gornji vrh. Tale iz križišča do tole gor. Je res? Točno proti severu gledali, recimo. Če gremo od cerkve proti meni, gledamo po katero smer? Ja, juga, ne? Bravo! Odlično, to sem hotel slišati. Logično. Točno tako. Se pravi, če imam pa azimut 90 stopinj, je kontra azimut koliko? Ja, Imamo 90, torej 180, 270, tako ja, in 360 oziroma nič, je posebej. Prav, če je azimut, če gledam proti vzhodu,
On gleda proti nam iz Je 180. 180 stopinj razlike, ja. Je 270, ne? Ampak, kadar je azimut višji od 180 stopinj, odvzamemo 180 stopinj, ne? Če je višji od 180 stopinj lapsus, ja, se moram tudi sam sebe poslušati. Rad bi vam ene stavku se povedal, pa ne gre. Če azimut, se pravi ta meritev, ki mi izmerimo do tega objekta, recimo 180 stopinj, a ne, je od objekta proti meni koliko stopinj? Tako, nič, a ne? Se pravi, če jaz gledam proti jugu, to je 180 stopinj, je točno smer jug, a ne? Je obratna smer, direkt sever. Enostavno kot pasulj, ja. Je tako? O, Betka, Cvetka, živa. Kako ste? Mi smo tukaj, živijo. Betka, Marjetka. Prijete pozdrav, kaj saj. Prijete, kaj pozdrav. In ni za pogovor, ne? Pusti oso. Jaz sem jih dan sedela še bolj. Direkt naravnost, kako to naredimo? Se pravi, načrtamo na cilj, se pravi do cerkve, a ne? In vidim tam eno točko v grmovju, grem tiste točke v grmovju, a ne? In potem ne vidim več cerkve, ampak imam na kompasu še vedno nastavljen azimut, a ne? Recimo 300 stopinj in gledam takole, date kompas, a ne? In gledate v kompas, a ne? Da je ves čas magnetna igla noter v doghouse-u. Imate naštiman azimut, recimo 300 stopinj in hodite takole ob telesu in vidite, če ste se obrnili, se bo magnetna igla šla ven iz doghouse-a, torej ven iz teh dveh oranžnih črt. Je res? Če boste šli v drugo smer, bo spet skočila magnetna igla ven. Se pravi, dokler sta oni, dokler je magnetna igla v doghouse-u, sem jaz na pravi smeri, če nadaljujem v tej smeri. Ko prijem spet na čistino, ali vidim spet cerkev mogoče, hvala Bogu, da jo vidim, pa gre proti nej, če ne pa spet naslednji viden objekt, ki je pred nami, pred mano. Greš do njega, se postaviš, spet pogledaš, kam moraš iti, boljše, če ste pa dva ali pa trije. Zakaj? Ker ti lahko nekoga nadaljavo postaviš, rečeš še malo levo, tam počak. Greš do njega s kompasom, spet pogledate naprej, ga pošljaš čisto smer, ker ne ga vidiš in kot je folaž. Če boš se mešal drevo, kjer je vse, tako se ne to štango, ne gledam štanguno. Manj neumnosti narediš, če imaš nekoga zraven. Dobro. Se pravi, azimut nam pomaga pri načrtovanju naše poti, recimo, če rabimo čez drven in strn, smo rekli, ali pa poiskati ene obvodne poti, ki so mogoče makadamske, gozdne steze, in podobno. Kontraazimut je pa super, da ga znate izračunati, smo rekli, da se vedno, da se zdaj pravilno izrazim, kadar je azimut višji od 180, odšteje 180 stopinj in kadar je nižji od 180, se prišteje 180 stopinj. Ok? To vam zdaj še ne bo tudi prav prišlo, kot sem rekel, ampak kljub temu je dobro, da veste, da tudi to obstaja. Pa kogar bo to več zanimalo, se bo lahko več sam vrskov ali pa poiskal tudi na mojem YouTube kanalu ali pa tudi. Kaj naredimo, če ne vemo, kje smo na zemljevidu? Imamo vse kompas zemljevid, ampak ne vemo točno, kje smo. Iščemo na nek A telefon naš?
Ne, rečem, da smo brez telefona. Nek objekt poiščeš. S tem. Kaj če si v Kakšen, ki je mogoče pomemben. Kaj če si v Ja, in potem? Pišeš to na karto in se potem orientiraš. Ok, jaz vidim cerkev na Priskovem. Pa vidim karto, ampak vidim sam cerkev na Priskovem, ne vem pa kje sem. Može prosti jet. Sploh vam govorim, da ste v naravi. Zdaj, če sem v enem objektu, bom najdel na karti objekt, in točno ta objekt, v katerem spim, pa bom vedel, kje sem, a ne? Sem govorim, da ste vi nekje na terenu, a ne? Gozdo, nekje, da nimate objektov, tako, sliš, potem zdrav. Se recimo sliš, ali pa še bi to vedel. Kaj naredimo v takem primeru? Ve kdo? Kaj naredimo, če ne vemo, kje smo na zemljevidu? A ti piše Ličkova gora? Ja, piše. Se pravi, če ste vešči brati karto, vi potem poznate prebrati tiste krajevno karto, kje se nahajate, veste, kje smo? Gornji vrh. Gornji vrh. Ok. Vi najdete na karti Gornji vrh in potem še tole našo hišo, a ne? Pa sosedove, to je vse napisano, ne? Narisano gor na zemljevidu že, a ne? To niso 5 let stare hiše. Takoj. In bi potem vedeli, kje je naša storna točka. Če se nam pa to zgodi v naravi, pa vidimo recimo Dolnji vrh, pa Gornji vrh, oziroma tale Prinskovo, a ne? Pa še recimo Župno, ne? Cerkev, pa lahko do vsake cerkve kaj izmerimo azimut, izračunamo kontraazimut, gremo na karto, ki je oseverena, iz Prinskove gore narišemo črto proti nam. Prav, če smo zmerali mi azimut proti ja, je kontraazimut smer od tam proti nam. In na zemljevidu tudi narišeš od cerkve proti sebi eno črto, a ne? Potem zmeriš Dolnji vrh, Turen, ne? Zmeriš azimut, zaračunaš kontraazimut in od Turna Dolnji vrh, kolegi. A boste vi razložili? Smo rekli, da obmiruješ, pa bo dala mir. A ne, bolj boste toliko, bolj bo ravnotežje. Se pravi, 3 točke morate zmeriti, zaračunati kontraazimut, dodati ali pa odšteti 180 stopinj, smo rekli, a ne? In potem potegniti črte iz teh točk v eno točko, pridejo običajno, ne? In tam se naredi neke vrste trikotnik, ker dobimo ene 3 daljice, ne? In se naredi ene vrste trikotnik. Zdaj, če je ta trikotnik zelo velik, ste zelo slabo merili. Če je ta trikotnik zelo majhen, ste merili perfektno. In v sredini tistega trikotnika, ki ga dobite, je vaša sporna točka. Pomeni točka, na kateri ste praktično v naravi, a ne? Oziroma točka na zemljevidu, ki odraža točko v naravi. Tako zmerite vašo sporno točko, ki je zelo pomembno, da veste, kje ste, ker če ne, ne vem, kako boste načrtovali vašo pot, če ne veste, kje ste. Če vam je vseeno, kje ste, se pa ne morete izgubiti. Hvala lepa za pozornost, to je bilo okrog orientacije. Če bo zvečer kaj zvest, bomo še nočno si pogledali. Danes bomo malo dlje po konci, a ne? Zaključno zabavo. Zvezde, nočno orientacijo po zvezdah. Po velikem vozu, kako severnico. Tako, kako severnico najdemo, kako mali voz najdemo, ne? Kje Kasiopeja in tako naprej. Kakšna razlika med zvezdo in planetom? Tem, da je
domače bomo na hitrico povedali, zvezda blinka, planet pa ne blinka, pa sveti v eno. To je razlika med zvezdo pa med planetom. Katera najbolj pogosto planet vidimo najprej na nebu? Luna. Ni Venera. Sonce iz Luno. Venero se največkrat vidi iz našega dela Zemlja, ne? Sonce pa zvezda. Rečemo, da je prva zvezda na nebu, v bistvu je planet, ne? Zvezda večerna. Pa si? A ni to neka zvezda večernica? To je drugo. To pa je zjutraj. Ena se je prava. Ne, Venera je zvečer. Prva na nebu, običajno. To je zvečer. Danica je pa ona, ki je prva, to je pa ne vem, kako se imenuje. Prav? Roka? Ja, sedem. Kjero se učiš? Mene vprašaš? Kaj bi pa jaz mogel to vedeti? Bom jaz čestito, samo najprej se morate najti to na dva. A vidite tisto belo listo? Dva prsta od ta uha. Vidite tisto točko? No, bom probal čim bolj blizu postaviti tja, no. Da ne bi kdo vstajal, prosim. Vidiš? Nizko. Zdaj bi pa mogel. Je kar daleč, veš? Težka je, veš? To je fora. Malo moram potrenirati, a veš? Nisem dal strelil. Malo bolj dol. Opa, ta se mi pa ponesrečna, sorry. Ja sam parčić. Bogi naš oreh. Treba je sunkovito pihati, ampak vedno znova. Probaj v eno puščico zadeti. Zdaj je zadelo. Ja, Samo tako trdo verjetno. a če eno, še dve. To je šlo čist not. To je šla ven prav. Z pašnika. Ni šla vas. Še do zadnja. Treba je orak pihati. Milimeter. A ne? Prav, če gre pa 5 metrov bližje ali pa takole, ne, to je za take razdalje, ne. Čakaj. Zdaj. Tukaj. Tri, štiri. Če bi se zgubil. Čakaj, če sem nekaj prav, vi nehate peti. Kaj bomo zapeli? Ok. Pravilno je pa postlala, ne? Da si v bivaku posteljico posteljamo, preden gremo spat, ne? S čem se posteljamo? Ja, valjda z rokami. S čim? Kaj si tam? Kaj je bilo po tleh v bivaku? Kdo se spomne? Kaj ste imeli v vašem bivaku, si rekel? Kakšen kakec?
Zemlja. Kaj je imela pa prva druga skupina za bivalko, ste me prišla? Listje? Pa vejce? Prapor se mi dali za poslico, ne? Spomniš? Ok, in tretja kitica. Gremo na survival, kjer lažji smo učil, kako se strelja z logom in vracimo z njim. Zdaj pa malo bolj na glas, prav. Malo bolj pogumno. Ti se pa ne rabiš. Koliko je stara? To je tega doma. Več kot 1000 let. Koliko? Več kot 1000 let. 1300. Več kot 1000 let. Je borilna veščina, ni napadalne narave, ampak je samo obrambne narave. Pravi, ti nikoli prvi ne napadeš. Nikoli. Kar boste videli, se uporabi samo, ko gre za vaše življenje ali življenje vaših bližnjih. So vaši brati, sestre, mama, oče. Brat, sestra, mama, oče, ne? Ajde, pa še babi pa dedi mogoče. Zakaj to govorim? To ni za v razred, to ni za na ulico, to ni za kazati kolegoma, ne? Ker se hitro naredi nesreča. Sploh, če boste doma delali s pravim nožem, ne? Boste rekli kolegu, daj mi nožko na vrat, ko je Laris pokazal, a ne? Ajaj, pa je šel. Veš, pa boš rekel, ne tako. Bye. A ne? Se pravi, tega ne delate doma, niti ne kažete nikomur, a ne? Začne se pa vse tako, da veš, da so to vedeli včasih od dojenčka skoraj, pa do 104 leta stari ljudje. Vsi po vrsti smo. Kot dober dan. In primer, ena gospa na polju, kmetica, Rusinja, z motikco, stara, pokopava krompir, ne vem kaj počne. Pride 10 Mongolov s konji, z loki, vsi močni, mladi. In gospa s tisto motikco razmontira, ko... To je tvoj problem. Če bi to bilo res, potem ne bi naredili takega imperija. Ja, takega do Poljske. A res? Še Moskva so. Okupirali. Za kratek čas, če že. Dokaj je živel Kublaj Khan. Ja, potem. Ja, ampak za kratek čas, a ne? A je tako? No, v glavnem, to časa pa si živel. Ja, ampak še vedno Mongolija obstaja, ne? Ampak ni v taki obliki, kot je bila. Je zdaj manjša, a ne? Vemo, da bo včasih večja, ampak so Mongoli ropali Ruse. In so se Rusi pač dobesedno naučili te samoobrambe. Boste videli, boste pa šli proti meni, boste videli, kako bo izgledalo to. A ne? Boste lahko vse gledali. Prav? Dogovorjeno. Torej, pomembno je, da veste, kje je človekovo težišče. Kdo ve, kje je? Čvrsto, na obeh nogah imate težo, a ne? Okay? In če hočete narediti korak, ali lahko naredite korak, brez da se karkoli premakne? Kaj moraš narediti? V počasnem posnetku. Se pravi, dvigneš nogo eno, gremo vsi z desno naprej, recimo. Kaj narediš? Težo preneseš na desno. Če gremo z desno naprej na levo, jo prenesemo desno naprej, a ne? In kaj se potem zgodi?
Ja, maso težišča, torej težišče, a ne, prenesemo na to nogo, da lahko to sploh stanemo. Da sploh ne moramo kamor, če ne bomo težje prenesli na to nogo, da to lahko dvigne. A je tako? Po počasnem posnetku, če to narediš, je to tako. Vem, da niste koliko razmišljali. Sece. Verjamem, da tega niste razmišljali, ampak tako je. Leon, pridi še to sem. Še nekaj bom pokazal. Strigelco smo našli. Pravi, Ona, če me kaščipa, nekdo veš? napade, Ja, eno pavole, ker pa sem te ful bolelo, a? Ja, ampak je bil ne bo tako, če bi ne mlad, bi bil ful problem. Ja, ne, bi bil dosti bolj močen. Zajček skače. In pri 5 letih sem se čez flex potegnila pa v motiko prele. Bolj desno. Malo desno. Vidiš. Je to imela skupaj. Ja, to bo spomin. Se jaz bi tudi tle nekaj mogla imeti eno črtico, sem pa v radiator pri 5 letih priletela, sam se ful malo videla. Kam je šla me črte odgubiti po moje, veš? Pa se je lepo skrila zdaj. Zdaj pa trkni. Vita, dober dan. Ma si popravlja vsak dan te kitke ali jih imaš od prvega dneva? In kako spiš? Z glavo gor, da so tako fajnše. A? Ej, imate vsak 2 metra, kdor zadane goloba, pa ga zdrobi od tukaj, dobi magnetik. Ja, ker moramo iti druge strani. Aki še vrgo? Navažen, zunga letala, ki je Glejte enega tam, čist desno. prav tu neče 1000 metrov. Več, A? več, tu imajo Ja, Na drugače 4000 skače, ampak če... A to svet. No, umaknite nazaj. Umaknite se vsi nazaj. Da ne bo kdo tu. Drugače pa zdaj med počitkom si Ej, ne hodi mi po kompasu po zemljevidu. Dajte gledati, ki hoče. tle zemlji. Dobro. Zdaj te prodalce bolj med tednom meče. Ni tako enostavno, Črki ne? spustim, ja, mimo. Umaknite se vsi kolegi, prosim, nazaj, da ne bi slučajno kdo... Ej, ne mahaj, prosim, kolegi. Ej, a stopite nazaj, ker mu lahko zleti prej iz rok, ali pa kolega, beži nazaj, no? Nažalost. Imaš zelo blizu. Ja, pa pač tebe ne dobi, kaj še. Bila če pa da in 3 oblike nobeno zadane. Ja, hočem vam pokazati. Ja, kakor želiš. Ja, tako, ja. Sateni! Zajček je preživel. Ne bi imeli večerje. Lahko če nobeno ono zadane. Da zadeti je. Poslušajte, lahko eden pa po eden. Lahko eden pa po eden, ampak samo en met. Vržeš, greš iskat in predaš kolegu. Če bo to šlo, boste lahko metali in vsi ostali počakamo od zadaj. A je to jasno? Kot beli dan. Tajna smej se, no. Dobro jutro. Ste me razumeli? A kitajsko govori? Koliko naenkrat jih meče? Kaj ostali delamo? Sedimo in gledate te v zadaj, prosim. In sodimo.
Dajmo sedeti tukaj. Slušajte, vseeno mi je, pomembno je, da je samo eden zdaj promet in samo eden na vrt. Moče se, če se ne morate zmeniti, ne bomo nobene vrste. Kolege se je javil, da bo prvi prosim ostali se. Oskar, živjo. Aljaš, Ostali Živjo. prosim nazaj. dober dan. Ostali greste Ajde, greva nazaj. A ne? Za tole rumeno črno. Ajde, nazaj pejdi, da res ne bo kaj narobe. Ja, pet iskat. Se daš malček bolj nazaj, prosim, da jih ujamem. Kolegi moji. Gremo nazaj, da to prosim. Dobro? Da vidimo, kdo bo to hud, kaj je. Larisa, izdelali ste. Iz une, malo bolj nazaj morate še iti. Nazaj. Sam pas, kolega, ker zamahuješ, da imaš koga v zadnji počut. Ti si že povedal. Pazi, zajc! Pet iskat. Laris, Kaj bi bilo? kaj je že metel, je pa ti lahko še enkrat? Lahko še enkrat, ja. Prej so bili prostovoljci, zdaj ste pa vsi tisti, ki želite. Ne hodite mi po pištoli, pa po kopasu. Pet iskat, kam greš? Jagoda. Jagoda. Krvavina več, ne, super je. Opa, Pet iskat. bravo, Drejc. Bravo. Za malo, In jaz sem ga prej za malo. Pismo. A se spet v vrsti vidim, ne? Dobro, ja. Treba je probavati, ne? A je tako? Valjda si boste sami naredili to palce. Pač. Vsi kako pleše. V bistvu je dost lažji, če helikopter vržeš, ker je večja površina. Večja verjetnost, da ga bo nekaj zadela, ne? Ja, zelo dober met. Svit. Bo palca večji od tebe. Juž, ti greš v vrsto? Bravo, bravo. Treba probati. Svitu dovoljimo, da gre malo bližje lahko. Sam to. Kako greš še za... Še malo. Kako greš še malo? Dober met. Tehnika je bila dobra. Je težka palca, a? Tako lahka. Stali gremo vzaj. Dobro. Malo prepozno si je spustil, ne? Kolega, zaveži si vezalke na pot. Bravo. Pazi, umakni se, vedno pogledaj nazaj, da ne boš koga lopnil s to palco, ne? Dober met. Šteno. A kako ti se palce sam dotakne? Razbit ga more. Vse se zdrobi. Lariš, hvala pa so snežnika več ne uvidim. A pa pomeni, da že tam dežuje, a? Ja, dežuje 100%. Ja. Nekam tako čudno. Ja, pa tamle bi tudi rekel, da dežuje. Vidite ti tele hribe tamle? Ja, vedno manj se vidi, ja. Moje že nekaj pada zdajle. Če gor pogledaš oblake, a ne? Tele vidiš, ko samo tem... A ne? Bo? Lej ga letalo, ki prestaje zdajle, lej, zdaj se ga še vidi na horizontu, zdaj bo pa zginil, lej. Zdaj pa zginil, oziroma... O, Gal. Je res, je težka palca, ja. Ni enostavno. Opa, dobra tehnika. Pismo, če jih zdaj ni že ene dve spustov, pa ne vem. Ja, kar. Ampak ponovati je samo dve kandom. Lega, evo, pristaja. Aha. Bum, 4 so. zdaj je pristal. 4. Zanimivo. Bravo. Ne, Ja, zaradi vetra verjetno, veš, proti vetru mora prestajati.
Super ti je šlo. Nazaj stopi, nazaj za mene, za moj hrbet, kolega. Da se ti ne bi kaj zgodil. Dobro je. Kaj si? Lešnik si našel. Oziroma orah, pardon. Kaj pa če nož zbiješ? Zdaj pa cesar zadeva. Grobo moraš. Zdaj pa cesar. Nož je samo za okolo, da Zdaj go pa cesar. po koncu. Cesar, orang zaluči. Ajde, cesar, daj orang zaluči. Učitelj, A? a gre lahko ta tisti, ki... Svidbo ravno drži. Tako malo počepni, malo nižje. Tako. In tako jo malo držiš, malo vrtiš. Bo šlo? Ti sam poznaš? Si ruhpeč, pa je rekel, da bi si dal vse Cel teden razen neči. Pa si da je nekako.